Janez Mihovec, naš medvoški popotnik, je tokrat obiskal streho sveta – Tibet. Tibetanska planota je namreč največja in najvišja planota na svetu, povprečno leži na 4000 metrih nad morjem. Zakaj se je odločil za obisk dežele in kaj vse je spoznal, pa nam je zaupal 7. januarja v knjižnici Medvode. Tibet je ena tistih pokrajin, kjer se geografija, politika in duhovnost prepletajo bolj tesno kot skoraj kjerkoli drugi. Zgodovinsko je bil Tibet dolgo samostojna civilizacija s svojo pisavo, jezikom in religijo. Tibetanski budizem s svojimi samostani, menihi in sistemom lam je oblikoval ne le duhovno, ampak tudi politično življenje. Prelom pa se je zgodil leta 1950, ko je na Tibet vstopila kitajska oblast. Prepotovali ste že velik del Azije. Kako se Tibet razlikuje, mogoče kakšna znamenitost ali pa kaj? Tibet je budistični raj, bi se rekli temu. Tukaj je budizem v tisti svoji najbolj prvobitni obliki, kjer pravzaprav sploh je. To so ljudje, Tibetanci kot ljudstvo, oni so pravzaprav svoje življenje posvetili budizmu. Danes sicer vrhovne kitajske oblasti ne pustijo tega, da bi bilo, kot je bilo včasih recimo tretjina vseh moških kar naenkrat v samostanu, da bi bili samostani in nekaj veleposlestnikov, lastnik vse živine, vse zemlje in podobne zadeve, ampak v duhu so oni globoko verni budisti. Seveda gre pa življenje korakoma naokrog mogoče pri nas, medtem ko tam pa vse skupaj poteka v velikanskih skokih. Ljudje, ki so danes recimo na Tibetu in so Tibetanci, stari 40-45 let današnjega sveta, preprosto ne razumejo več. Oni so še tisti, ki so s karavanami jakov hodili naokrog čez 6000 metrov visoke prelaze, a že njihovi otroci, danes stari 15-20 let, imajo tako kot današnji najstniki vse posod na tem svetu v rokah telefone, lakirane nohte in gledajo korejske žajfaste nadaljevanke. Mislim, svet se jim takole spreminja. V zadnjih desetletjih je Kitajska v Tibet vložila ogromno infrastrukturo. Od cest, turizma, mest pa tudi železnic. Iz matične Kitajske so preko cele planote speljali železnico kar nekajkrat preko prelazov višjih od 5000 metrov. In to že pred 2 desetletjema. Hkrati se je močno spremenila demografska slika, v mesta se je preselilo veliko Han Kitajcev, kar pa Tibetanci doživljajo kot raztapljanje lastne kulture. Umika se njihov jezik, samostani so pod strogim nadzorom, verska dejavnost pa je politično občutljiva. Tibet je danes hkrati kraj hitre modernizacije in globokega nezadovoljstva. Navzven deluje kot eksotična turistična destinacija s templji in molitvenimi zastavicami, v ozadju pa ostaja vprašanje identitete, avtonomije in preživetja enega najstarejših ljudstev Azije. Tibetance pa navsezadnje skupaj drži vera. Tibetanski budizem. Razlog, da je Mihovec obiskal to deželo. Glavni razlog, zakaj sem se odpravil na to potovanje Tibetu, je v festivalu Sagadava. Gre za budistični festival, kjer se na 10 000 ljudi v mesecu juniju zberejo v podnožju gore Kailaš in se potem izvede versko romanje okrog te znamenite gore, ki izgleda kot nekakšen rižovo zrno sredi puste tibetanske planote. Kailaš je sveta gora 4 verstev, budizma, hinduizma, bona in pa džainizma. In pripadniki vseh teh 4 verstev se zberejo in je to izredno slikovito romanje, ki za zahodnjake traja približno 5 dni, medtem ko pa budisti, ki so v največji večini, za celoten obhod gore, kjer delajo proksine, se pravi razne molitve, izvajajo še spoteno telovadne vaje, bi se rekli temu tudi, potrebujejo približno 3 tedne, da pridejo v teh zelo špartanskih okoliščinah naokrog. Zadeva je precej zahtevna, najvišji prelazi so tam 5800 metrov, se pravi, sploh ne kaj hudo enostavna zadeva. Potujejo na kolenih, Na kolenih ležijo, izvajajo molitve, vse skupaj vmes. Ti romarji so oblečeni prav poseben, imajo ščitnike na nogah, ščitnike na kolenih, na rokavice na rokah, ponovadi kakšno gradbeno opremo, pa potem še en tak predplasnik, zaradi tega, ker pri
teh tednih tovrstnega izvajanja gre vsaka druga obleka seveda že davno v franže, ne, in so potem primerno opremljeni. Mi zahodnjaki smo seveda spali v lodžih, kar je v bistvu najbolj rudimentalna oprema, kar pravzaprav je lahko, se pravi zidana stena, lesena pločevinasta streha, znotraj je potem na približno neko ležišče, modroc in potem WC na štrbunk. Enostavno. Budisti, ki jih je tudi do 40.000, spijo zunaj. Festival se odvija v juniju, ko je vreme najlepše, pa čeprav okrog 15 stopinj čez dan in malo nad ničlo zvečer. Vreme pa je nepredvidljivo in so vsako leto zabeležene tudi smrtne žrtve. Na prvi pogled čisto drug svet. Mihovec pa kot glavno razliko s Slovenijo med številnimi opaža tudi to. Mi smo potrebovali 3-4 generacije, da smo se tiste kmečke družbe koncem 19. stoletja spremenili v to, kar smo danes. Tam se je vse skupaj zgodilo v roku ene generacije. Odkar je v 80. letih prišlo do bliskovitega razvoja Kitajske in Tibet je del Kitajske, so oni iz tiste praktično fevdalne družbe stopili v družbo 21. stoletja in to z lahkoto. Prišlo je tudi do precejšnjih demografskih sprememb, precej se je preselilo kitajskih prebivalcev, samih Kitajcev iz Nižavja na to visoko planoto, so pa postali napredna država. Sama Kitajska nas pravzaprav v Evropi prehteva po levi in pa po desni. Tibet je pa kljub vsemu neko kitajsko zakotje, ampak tam imamo železnice, ki so jih speljali čez 5000 metrov visoke prelaze, imamo električne avtomobile, informacijsko tehnologijo, oni so, to je največji čudež, po mojem, kaj se pa njih zgodil. Iz one kmečke, duhovniške, verske družbe so v 20-30 letih stopili v visoko tehnologijo 21. stoletja. To je mogoče najbolj zanimivo od vsega skupaj. Kaj vse pa potrebujemo za to vrstno potovanje? Zadeva je čisto rudimentalna, kako pa kaj. Jaz sem za kakršnokoli potovanje, pa je na nekaterikoli konc ta pripravljeno pol ure. Gojzarji, sončna očala, bundo, 3 pari spodnjega perila, nahrbtnik, pa gremo na drug konec sveta. Ne glede na to, kako dolgo je. Ki pa sej. Dokler obstajajo bančne kartice in potiskan denar z sliko Mao Tse-tonga, se da s tistim čisto lepo skozi pride. Govorim o denarju namreč. Kako ste pa jedli? Tam imajo lep sistem javne prehrane. Tudi vsako to zadnjo vas, ki prideš, obstaja tam neka, kar bi rekli pri nas, gostilna. Imajo hrano, ki je tibetanska, imajo hrano, ki je kitajska, zadeve je precej neke razlike. Te evropske hrane pa pravzaprav ne poznajo. Ena izmed stvari, ki jim je recimo v zadnjih 500 let postala popularno, recimo gojenje krompirja, ne znajo oni krompirja narediti. Pri nas imamo tazga, ki je lepo prekuhan cel, oni morajo pustiti tako, da še vmes nekaj na trdo in neprekuhano se skupaj izpade. Mihovec je tako z družbo v juniju 2025 v dobrih 3 tednih prepotoval nekaj več kot 4000 kilometrov. Izkoristili so vsako minuto in na koncu so bili zelo izčrpani. Pa tudi med samo potjo. Najprej 15 ur leta, 6-urna časovna razlika, ki v temeljih podre človeški bioritem. Prav tako pa Tibet kot streha sveta z nadmorskimi višinami 4000 metrov nad morjem terja svoj davek. Višinsko bolezen. Od glavobolov, prehlada, utrujenosti je enega od sopotnikov zadela tudi možganska kap, tako da je v Slovenijo prišel šele po 3 mesecih. Mihovec je dejal, da je bilo zelo stresno in hkrati opomnik, da nič ni samoumevno in da se lahko to zgodi vsakemu od nas, pa naj bo star ali mlad.